Pozdravljeni, moje ime je Marjeta Peperko in danes vam bom predstavila priporočila za urejeno spanje pri odraslih. V življenju si želimo, da bi bili zdravi, zadovoljni, srečni, varni in da bi naše talente in potenciale kar najbolje izkoristili. Prav zato je pomembno, da spanje postavimo višje na lestvico osebnih prioritet in se ob skrbi za zdrav življenjski slog posvetimo tudi skrbi za urejeno spanje, ki je poleg časa sedenja in telesne dejavnosti pomembna komponenta 24-urnega gibalnega vedenja. Priporočila za urejeno spanje oziroma higiena spanja so nasveti za urejeno spanje, torej za dovolj dolgo in kakovostno spanje. Urejeno spanje ni nepotreben luksus, ampak je človekova osnovna potreba in je temelj zdravja. Spanje je namreč najučinkovitejši način za vsakodnevno uravnavanje našega telesnega in duševnega zdravja. Veliko se govori o pomenu urejene prehrane, zadostne telesne dejavnosti in učinkovitega upravljanja s stresom za naše zdravje. Manjka pa osnovna komponenta, urejeno spanje, ki preko naših odločitev vpliva na vse tri prej naštete komponente. Torej, kaj, kdaj in koliko bomo jedli, koliko se bomo preko dneva gibali ter kako se bomo odzivali na izzive vsakdanjika. Vsi prikazani dejavniki na sliki pa vplivajo na celokupno zdravje človeka. 24-urni gibalni cikel pomembno vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja. Poleg zadostne telesne dejavnosti in omejenega časa sedenja je zelo pomembno, da v ustreznem delu dneva, predvsem ponoči, spanju namenimo dovolj časa glede na našo starost in potrebe. Sodoben način življenja, ker se soočamo s pandemijo sedečega načina življenja, pomanjkanjem telesne dejavnosti in premalo urejenega spanja, je izredno pomembno, da se zavedamo pomembnosti našega 24-urnega gibalnega vedenja in ga skušamo čim bolj uravnovesiti. 10 priporočil za zdravo spanje odraslih je leta 2011 izdala Svetovna zveza za spanje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo jih prevedli in slikovno opremili. V elektronski obliki so dostopni na spletni strani našega inštituta pod zavihkom publikacije in pod zavihkom spanje v sklopu zdravega življenjskega sloga. S pomočjo programa Mira so bila priporočila natisnjena v obliki plakatov in trgank, ki jih lahko dobite preko območnih enot našega inštituta. V letu 2022 pa so bile trganke in plakati poslani šolam, zdravstvenim in drugim javnim ustanovam v Sloveniji. Pa si poglejmo kar prvo priporočilo. Nevroznanstvenik Matthew Walker, ki je napisal knjigo Zakaj spimo, je dejal, če si bomo zapomnili le en nasvet od 10, naj bo to prvi. Torej, vedno hodimo spat v približno v isti uri in tudi vstajamo v približno isti uri, kar velja tudi za vikende oziroma dela proste dneve. Ljudje smo namreč bitja navad in podaljševanje spanja za več ur med vikendi zmoti našo notranjo uro in jo ponastavi, kar prinese za sabo težko vstajanje v ponedeljek zjutraj, ko imamo službene obveznosti. Nenehno spreminjanje cirkadiane ure je velik napor za možgane in telo. Pomembno je, da se zavemo, koliko spanja potrebujemo in se zvečer pravočasno odpravimo spat. Raziskave kažejo, da tisti, ki se držijo tega priporočila za občutek spočitosti, potrebujejo manj spanja kot tisti, ki hodijo spati in vstajajo ob različnih urah. Če nam razmere dovoljujejo in imamo navado čez dan zadremati, naj bo počitek kratek, krajši od 30 minut in ne prepozno v popoldne. Ne priporoča se dremeč po 15. uri, da ne bo zvečer težav pri uspavanju za ob nas primerni uri. Dremež med drugim pozitivno vpliva na našo učinkovitost in čuječnost. Torej, vkolikor imamo težave z uspavanjem, je bolje, da popoldanski dremež izpustimo. Tretje priporočilo govori o izogibanju pitju alkohola, še posebej v večernem času in izogibanju kajenja. Uživanje alkohola pred spanjem nas bo sicer sprostilo in bomo lažje in hitreje zaspali, vendar bo naše spanje razdrobljeno in manj obnavljajoče.
Alkohol namreč ruši strukturo spanja, saj blokira REM spanje, to je spanje hitro premikajočih se očesnih zrkel, ki ga je več v drugem delu noči in ki je za zdravje in dobro počutje zelo pomembno. Prav tako imajo kadilci pogosto zelo rahel spanec. Poleg tega se zaradi potreb po nikotinu pogosto zbujajo prezgodaj. Kava, nekateri čaji, energijske in osvežilne pijače, pa tudi temna čokolada vsebujejo kofein, ki je poživilo. Zato se ga je treba izogibati vsaj 6 ur pred spanjem, kot je razpolovna doba kofeina. Kofein namreč utiša občutek zaspanosti in zakasni čas uspavanja, kar lahko zmanjša količino globokega spanja. Mastna, slana, pekoča in sladka hrana ni primerna. Primeren je lahek, lažje prebavljiv obrok, vendar ne tik pred spanjem. Premajhen ali preobilen obrok pred spanjem pa lahko tudi povzročata neprijetno počutje, kar onemogoča urejeno spanje. Prav tako zvečer omejimo tekočine, da se ne bomo zbujali zaradi polnega mehurja, kar lahko vodi do razdrobljenega spanja, ki zjutraj ne daje občutka spočitosti. 6. priporočilo govori o redni telesni dejavnosti, ki nas sprošča, in zato je naše spanje boljše. Bodimo torej redno telesno dejavni, vendar ne tik pred spanjem. 2 do 3 uri pred spanjem se odsvetuje intenzivna telesna dejavnost, da se lahko umirimo in pripravimo na krepčilen spanec. Primerno ležišče, primeren vzglavnik in primerna posteljnina lahko prispevajo k dobremu spanju. Pomembno je, da ležišče, posteljnino in vzglavnik redno zračimo in po potrebi zamenjamo. Prostor naj bo čist in urejen, brez nepotrebne krame. Barve sten pa naj bodo umirjene. Spalni prostor naj bo bolj hladen kot topel. Priporoča se med 19 in 20 stopinj Celzija in naj bo dobro prezračen. Za dober spanec je namreč potrebno, da temperatura telesnega jedra pade, kar se zgodi hitreje in lažje, če je v prostoru nižja temperatura. Spalnica naj bo temna in brez motečih zvokov. Svetloba namreč zavira izločanje hormona spanja in s tem zakasni večerno uspavanje. Zvoki pa motijo naše spanje. Vkolikor razmere tega ne dovoljujejo, si pomagamo s spalnimi očali oziroma čepki. Telefon, računalnik, tablica, televizor in druge elektronske naprave motijo naše spanje s svetlobo, zvoki in vsebino. Zato jih umaknimo iz prostora, kjer spimo. Prav tako omejimo njihovo uporabo vsaj uro pred predvidenim uspavanjem. Zjutraj pa se priporoča izpostavljenost dnevni svetlobi, kar ponastavlja cirkadiano uro. Večerna svetloba, ki jo uporabljamo v notranjih prostorih, naj bo topla in ne premočna. Zadnje priporočilo govori o rabi postelje. Pravi namreč, posteljo namenimo spanju in spolnosti in je ne uporabljamo kot delovno sobo, jedilnico ali telovadnico. O svojih problemih je dobro, da se pogovorimo z osebo, ki ji zaupamo. Težave rešujmo čez dan in jih ne nosimo seboj v posteljo. Skrbi in načrte za naslednji dan pa si poskusimo zapisati in odložiti za čez noč. Prav tako lahko naš spanec motijo hišni ljubljenčki, ki radi spijo poleg nas. Namenimo jim pozornost čez dan, ponoči pa si vzemimo čas za počitek, ljubljenčki pa naj spijo v drugem prostoru. Če v pol ure ne moremo zaspati, vstanemo in gremo v drug prostor početi kaj umirujočega in sproščujočega, dokler ne postanemo zaspani. Ne poslužujemo pa se elektronskih naprav. Vkolikor imamo kljub upoštevanju priporočil težave s spanjem, se po nasvet odpravimo v lekarno oziroma k osebnemu zdravniku. Ob težavah s spanjem, ki trajajo več kot 3 mesece, več kot 3-krat na teden in imamo ob tem težave z budnostjo čez dan, nas lahko osebni zdravnik napoti tudi k somnologu, specialistu za motnje spanja. Nikakor pa ne kupujmo pripravkov preko spleta, saj nikoli ne vemo, kaj bomo dejansko prejeli.
Poskrbite za urejen spanec in upoštevajte priporočila, ki vam lahko izboljšajo urejenost vašega spanja, ki je ključno za vaše zdravje. Za zdravje šteje cel dan. Hvala.